Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Ja. Zakaj me ponašaš? Nekaj so modrem, isto, kaj je. Bas pa modrem. Elon Musk. Ja. Ki je šel z avto v vesolje. Ja. No, povej, o čem bo oddaja, Matic. V bistvu bo tako, parkrat je bilo že, je bila oddaja, kako govorim, ko si me ti sprašal, kakšne zadeve. Zdaj pa je prišel čas, da te jaz kaj vprašam. Ja, no, a veš, z namenom. Ja. Tako da bova začela. No, dejva pol. Glede na to, da telefone predajaš Okay. in so pač vsak dan z njimi, Ja. kakšna misliš, da je prihodnost telefonov? Se pravi, Kakšna od aplikacij do samega izgleda do enih stvari, Mislim, ki da so mogoče dejansko zdaj so sploh ne vsi telefoni pač isti. Včasih, če pogledamo nazaj, si imel telefone na tipke in vsak telefon je bil drugačen. Nisi. Ja, ne tipke, ampak so bili dizajn drugačni. Mislim pač tako, izgleduje vsak telefon nekaj posebenega. No, on si pač vse en ekran, čim manj roba in to je to. Pač dost podobni so. In jaz mislim, da bo šlo zdaj v to smer pač te Galaxy Fold pa Mate X od Huawei. Pač to for, da se zapirajo, ne? Aha, pač da se ekran, spet Ja. zapirajo. ja, pač fora je, pač zdaj so ti ekrani, ki se lahko zapirajo in v bistvu ti dobiš tablico. In zdaj v bistvu dobro se je začela, pač pri nas tega telefona ne bo teh foldable od Samsunga, ne, pač cena je $2000 No, oziroma ampak enkrat evrov. bo, ne. Ja, pač jaz mislim, da v prihodnosti bo, ko bo malo cena padla, pa tudi mislim, da morajo še malo dodelati to. Pač to je prvi model, logično, da ne more, pač Okej. da se še bolj kaj ne učijo. In jaz mislim, da prihodnost bo šla v to, no, da boš imel ta preklopen telefon, zaradi tega, ker pač dejansko imaš manjšo zadevo v žepu, jo odpreš, pa imaš v bistvu tablico. In je majhna za v žep, pa dost kul za tako. No? Tako da jaz mislim, da bo v to smer, da znajet, je pa zdaj, se pravi, zaenkrat je to dost visoka cena. Mislim, da je Samsung 1980, skoraj €2000, Huawei pa 2200 tam ne. Tako da je to kar drago. No? Imata pa v bistvu vsak drugačen sistem, Samsung ima, da se na not zapira, Huawei se pa na ven zapira. Ne? Se pravi, v tej logiki je Samsung bolj. Ti zelo hitreje vprašaš, recimo, Huawei. Ja. Zelo odpira. Ja, sam ti moraš vedeti, da pri Huawei je pač fora, da recimo imaš samo en ekran. Tam pri Samsungu imaš dva ekrana, enega, ki ga zapreš noter, je spredi še eden. Aha. A veš, se slika. Tako da sta dva ekrana, malo več tehnologije, ker tam pri Huawei pa v bistvu, ki je zaprt, je samo del ti. Ni, kar povej. Ti samo en del. Meni je drugače v bistvu Huawei mogoče celo bolj všeč, čeprav sem bolj Samsung fan, ampak tukaj po dizajnu pa tako Samsung mi je malo tako. Ampak ja, vlej, mogo bi probati, da bi dejansko videl, kaj pa kako. Tako da mislim, da bo v to smer šlo. Hotel sem reči, da ni neki nova ideja, ker sem imel prej tudi ekran, mislim, telefon zgolj odprl, pa zga pa zaprl, pa je bil klevor še zmer ura, pa tako naprej. Ja, sej, zdaj je Motorola je naredila v bistvu tudi na to foro. Motorola še obstaja. Ja. A veš, ki je imela unga en full hud telefon preklopen? Ja, tak. Ja. Ki je imel zelo tanek. Ja. No in zdaj bojo to naredili, samo da bo vse, ko boš odprl, bo vse ekran. Aha. Tako da pač full hud telefon. Okay. Mislim, meni to mi je dejansko tako, ker je spet neki drugega, ker trenutno pri telefonih ni, vidiš, ne vem, P30, S10 plus, pa vse te zadeve. Ne, isto forum. Pač meni pač ni več noben telefon, wow. Ok, to je bil zgled. Kaj pa, kakšna tista fora, veš, kaj pri Star Warsih, veš, kaj je v 3D bilo. A misliš, da do tega zna priti kdaj? Zna priti. Zdaj se razvija, čez par let bomo imeli v bistvu fotoaparat bo pod ekranoma, z ta sprednjo kamero. Tako da delajo na tem zaradi tega, da bo pač čim manj robu in delajo na tem, mislim, da čez en... Spodi. Ne spodi, pod ekranom, za ekranom. A ja, za ekranom? Pač, ja. Ok. Ja. Tako da pač v to smer gre. Prav, ti bo dejansko ekran sliko. Ja, v bistvu, ti boš gledal ekran, pa boš naredil sliko. Tako da je... Okay, no, to bo
mislim, da čez 1-2 let bi znali to že mi videti. Če ostanemo pri telefonih, to je samo pod vprašanje. Okay. Ama dejansko telefon še funkcijo za to, kar je bil narejen? Mislim pač, če kupiš na čipke, ja. Drugače pa danes je vse drug, ki pa za klicati. Mislim pač, je tudi za klicati, je poleg vsega, to je mini računalnik. Statistika, koliko recimo porabiš ti za ta, ne vem, za Messenger, za to, pa dejansko koliko klicev, koliko procentov človek porabi za to, da klic. Zikar obstaja kakšna tabela, ki je kakšna inštitut že to naredil. Sam ne da bi jaz vedel z glave, koliko je tega, ampak če bi rekel tako, ne vem, rekel bi, da je 80% aplikacij pa vsega drugega, 20% so pa klici pa message. Misliš? Klici pa message, ok, ja. Mislim pač to, kar je bilo pač včasih telefon, ne? Čeprav včasih je bil sam za klice. Dobro, druga stvar, nekaj kar dejansko ne vem, kjero muziko ti poslušaš? To je vprašanje. Drugače, včasih sem največ rock, pač tako mi je bilo najbolj to cool. Zdaj pa v bistvu otroške pesmi. Sem več otroške, Maček Muri, pa Čuki. Tako, ja. Pa osliček gre v gozdiček in podobno. Ja, je kar večino to zdaj zadnje cajte, no, ampak tako, pač včasih je bilo bolj ke ne rock, sam, jaz nisem bil nikoli nek rocker ali pa neki tako, pač bila mi je vsa muzika dosti good, ampak pač če bi se mogel odločiti, zmeri, raj sem si pržgal, ne vem, kakšen rock dober, pa to je to, pa kakšen old school ali pa kaj tazga. Kakšni Guns N' Roses sem zelo veliko preposlušal, drugače to. Axl Rose. Ja, November Rain. Takrat, kadar sem jo, ko je bil zmer November Rain. Sem skozi to. Ja. Dobro ni bilo takrat Facebooka, ker pop najbolj skozi to. Najverjetneje, ja. Okay. Čeprav je bil takrat že kamer. Ok, ja, se nima veze. Ki sem bil jaz dosti, ampak se nima veze, ja. Ja, dole, tretja stvar. Veš, kaj se je v Franciji zgodilo. Ja, in v bistvu... Kako? Res je, to je vprašanje. Preživel je... 850 let. Ja, ne hočem reči, požarno varnost srednjega veka. Ampak ne, neka druga stvar. Ker se zelo zdaj eni pritožujejo, se mogoče malo razlog. Me zanima tvoje mnenje, ne, ker so obljubili, ne vem, enem 100 milijonov, obljubili druge 200 milijonov. Dejansko so že, rekel, skoraj milijardo zbrali, da obnovijo. Mislim, da so že več kot milijardo, če sem... No, ampak zdaj je eni zelo, se pravi, za to imajo denar, za kaj drugega pa ne morajo, te ljudje. Pa me zanima, kaj ti misliš o tem? Kaj jaz mislim o tem? Jaz mislim... Pač je ti A veš kaj? No. Jaz dejansko mislim, pač denar ni vse. Pač ti moraš še zmer... Je velik, ampak še zmer moraš ti narediti, pač koliko so rekli, 10-15 let, da bo to trajalo, da bojo obnovili dejansko. Mislim, francoski minister je rekel, da v 5 letih. Ja, sam to je... Pak 10 let sigurno. Sigurno, no. Mislim, da je to tako... Denar ni vse, ne? Pač ti lahko imaš full casha, pa ne moreš rešiti, ne vem, v Afriki ljudi pa tega, zaradi tega, ker je pač treba najdeti ljudi, ki bojo delali. Vsi, če boš dal ti denar, pa če zmer mora nekdo to narediti in če ti nimaš delovne sile, ti ne moreš nekih ljudi nekam pripeljati, a veš, še zmer je treba čas pa te zadeve, tudi če imaš denar, ne more biti kar pa če sam čakaš, da bo nekdo nekaj prinesel. Ja, pač moraš imeti arhitekte, moraš pač zorganizirati se, moraš tako kot za vsako firmo, pač mora imeti neke načrte, kako narediti do zaključka prideti, ne sam imeti denar. Pa še plus tega, ok, se strinjam, ja, ampak nekaj pravi, to za 100 milijonov se dali za to, sej mogoče ti dajo tudi za kam drgam ta denar, a ne? Najverjetneje dajo. Ampak ti izpostavlja se pa zdaj sam to. Ja, če si ti nek Apple pa to, mislim, da dajo full. Enkrat sem, ne vem kdo mi je to nekdo govoril, sem bral, mislim, da mi je en govoril, se ne spomnim se, da Hofer da ne vem koliko keša vsak leto dobrodelne namene, delavci pa nimajo lih tako lepe plače, ne? Pač tako.
Ja, mislim, ne vem, kako imajo, ampak pač tako, to si jaz predstavljam, da niso glih. Ampak pač tako, da dajo vsak let ne vem koliko milijonov za dobrodelne namene. Sej ful lepo, da dajo, ampak tako. Pač, no, sej glej je tako pač, ampak to itak noben ne ve, zaradi tega, ker je to zgleda pač... Stavlja se samo. Pa po drugi strani, da jim to je simbol Pariza, cele Francije, krščanstva, zato dajo denar. Ampak sej glih, zato ki pa po moje tako malo, zato ki je cerkev. Tako, ful noče na glas po moje povedati, ampak problem je zato, ki je cerkev daš. Oziroma. Ja, no, sam se to katedrala, to je simbol, ki Eiffel stol. To si mi ne moramo sploh predstavljati. Točno to. In dejansko ulni Parižani neki na kulturo očitno dajo. V Notre Dame, Se pravi, tudi simbol, glej, kultura, umetnost, dajmo popraviti to. Točno to, se to njihov denar, oni dajo. Točno to, mislim, ne vem, kaj se ful sploh dvomam, da bo kdo kaj. Ja, mislim, tega, ampak... pač lej, če je dal, zakaj pa ne? Mislim, pač se ni dal iz tojega žepa, se ni, ne vem, pač on je firma, ki zasluži. Še bo rekel, da je dal. Ja, no ko se kupaš ti iPhona, pa je pol Apple v bistvu iz tojega denarja dal, ampak ti si še zmer se odločil, da boš imel pač iPhona. Ja. In je to. No, ok, ja. Tako da Toliko Notre Dame, ja. Ok, zadnje vprašanje. Kdaj si ti vedel, da je bila Katarina tista ta prava? Kdaj sem jaz vedel? Kdaj je bilo tisto wow? Dele sem pa najdel. Pač kdaj, mislim pač, veš kako, začel se je itak vse tako, da je bilo pač tako, malo na free, pa pač če bo, če ne bo, ne? Mislim, da pol po kakšnemu letu, ko so bila skupaj, ali pa 2 leti, ko se v bistvu začneš kregati. Realno. Po 2 letih, bravo. Ne, tako pravim. Pač, ko začneš, v bistvu vidiš napake in ono tretje, ampak takrat v bistvu šele ugotoviš, koliko imaš v bistvu tisto osebo rada. Tako da pač jaz si realno ne predstavljam življenja brez nje. Pač tako. Ker vem, koliko veliko stvari naredi, ki ji mogoče zdaj ne rečem, da vidim, da jih naredi. Tako da pač sem pa ful vesel, da jih naredi. Da, no, lepo. Ja. Lepo. Dobro, to je v bistvu to, kar sem jaz hotel vprašati. No, še kakšno stvar? Kaj pa ti misliš, kdaj opaziš, da je pri punci to? Kaj je tako neizkušen, da je to zelo. Ampak po mojem bi na ta način, ki si opisal, zdaj le to. Ja. Bi rekel, da so tisti te slabi trenutki. Slabi. Ja, na ta način pač nikjer ni vse perfekt, pač ni para, ki se ne bi kregali. Pač na Facebooku jih je fake. Ja, sam to je vse res, zgledi so ponavadi najbolj nesrečni. Ja, v večini, ja. Tako da mislim pač, ne vem, pač jaz se v bistvu s tem sploh ne obremenjujem, ampak tako. Kaj ti misliš? Sem povedal svoj. Ja, ne vem sploh, kaj sem hotel reči, ampak... Ok. Ja, ok. To je to. Ali pa to. Lep petek, dobro vprašanje, okay. Pa se vidimo naslednjič, ko si zagledamo. Se vidimo drug teden. Se ne vem. Najbrž se. Upajmo. Adijo. Čau.